Praznik literarnega ustvarjanja in druženja se je dogajal v četrtek 15. maja 2014 kot uvodno dogajanje pred Zdusovo likovno kolonijo. To je bilo prvo takšno srečanje, ki ga je pripravil odbor za literaturo znotraj Komisije za kulturo v sodelovanju z Likosom. Namenjeno je bilo druženju, izpopolnjevanju in izmenjavi izkušenj. Organizatorji pa smo preizkusili, kakšen je interes za takšen način ustvarjanja in knjižnega izražanja. Dvourna delavnica in izdelki iz nje so potrdili izjemno ustvarjalnost literatov. Res nad glavo črni so oblaki, a pogled v daljavo in je belino, tako ne možemo razložiti, da po težavi vsaki najdemo način, da iz nje zbežimo. Tiho šepeče veter, galeb na skali je utihnil. Pogled v nebo odpre pot v moj notranji svet. Svetloba zahajajočega dne in odsev lune, ki se polagoma vzpenja na sam vrh neba. Sedim na obali Jonskega morja. Zamišljeno zrem tja daleč na daljno obzorje, misel me je ponesla v nekdanje čase, v čas, ko so ob njem utrujeni počivali mladi slovenski fantje Primorci. Strmim v morje v daljavo. Misel se z barko oddaljuje, potuje nekam, kjer bom našel vse, kar si želim. Izkoriščam zadnjo priliko, da odidem nekam, kjer bom sam svojo mislijo obkrožen s tišino, ki jo moti le tiho pljuskanje valov. Nekam stran od ponorelega sveta. Upam, da se mi želja uresniči, da najdem sebe, svoj način življenja, brez nenehnega ukazovanja. Morda tam nekje tudi zame vzide nekaj, kar me potolaži o sreči. Tam, kjer planine naše so, najdeš mir sveta. V nebo, ki pije belje skale. Tam najdeš mir srca. Spočije vsako se oko. Srce močneje bije, na dlani lepote so sveta, vir lepe poezije. Tam Gams kraljestvo svoje ima in gorski škrat domuje. Na dlani lepote so sveta, tam pesnik pesem snuje. Razmišljanje dveh žensk, ki otožno zveta preko vode. Barke, ki plujejo po morju, jih odnašali v daljne kraje. V preteklost ali morda v prihodnost. Luna se skriva za oblak, razpeta jadra, črn čoln, udaljne so. Sedim na kamnu, zrem za jadri in čakam, da čoln odpluje z obzorja. Stojim na obali, dan gre h koncu, regata pisanih jader razvaja moj pogled. V meni občutek miline. Na poti z vodo tlakovani se prepletajo smeri časa. Hrepenenje mrzlih in toplih tokov se razprostira na vse strani. Na bregu sedim, v daljavo strmim. V prihodnost mi misli bežijo. Temni oblaki grozijo, moje življenje preganjajo. V temno bodočnost mi misli bežijo. Težko življenje se mi pred seboj stira in obup me vjema ob misli na prihodnost. Za predstavitve nastalih del in lastnih del ustvarjalcev je skoraj zmanjkalo časa. Prvoten občutek, da nas je manj, kot smo pričakovali, bilo nas je 19 iz vse Slovenije, se je izkazal kot ravno pravšna skupina, ki je poleg ustvarjanja novih znanj imela priložnost spoznati najrazličnejše ljudi in poglede na ustvarjalce. Na svoj račun pa smo prišli tudi ljubitelji, ki nismo bili aktivni, lahko pa smo uživali ob delih, ki smo jih slišali. Pogrešam naju, najne dolge noči, pogovore brez presledka, pa temne oči, ki iščejo tisto, česar ni. Šumi valovje, se peni, školjke meče, obala se krasi. Od kje prispela školjka si, da belina te krasi? Dvignem belo školjko, k ušesu prislonim in poslušam zgodbo. V meni vse šumi, vodovje govori, premetava belo hiško, ki še zdaleč školjka ni.
Moje pesmi niso spev glasbil, niti hrupni glas tolkal, so le izvir srca, ko v duši svetla ali temna misel se poraja. Med udeleženci sem izvedel tudi anketo in prav vsi so potrdili, da je to vrstnih druženj premalo. Sem na prvi taki obliki izobraževanja in združenja. Sigurno so te oblike dobrodošle, ker je malo bolj, imamo možnost spoznati drug drugega, ker imamo malo več časa, da se lahko družimo. Vsak prinese svojo izkušnjo z terena in vsak prinese tudi svojo izkušnjo, kako graditi nove spoznanja in s tem tudi seveda novo znanje, zasnovanje naprej. Vse, posebno pa to, da sem jaz to tremo in to prebrodila. Izredno pozdravljam to aktivnost, to organiziranost. Potrebno je še več teh srečanj, ker ljudje se priključujejo samo takrat, če se v društvih nekaj dogaja. Jaz sem presenečena, pričakovala sem manj odziva, nisem vedela, če bojo sploh razumeli, ampak ko so brali svoja dela, sem videla, da ni bila samo slika tista, ampak cel povzetek, ne? Ja, bila mi je zelo všeč, saj sem v 14 letih bila na prvi taki delavnici Likosa. Bi se še udeležila. To je bilo prve tukaj, so ljudje se zbrali cele Slovenije tukaj, spoznal nove ljudi, poznaš ljudi, ki imajo talent, ki imajo, ko bi rekel, svojo dušo pustijo na takem srečanju in mislim, da to je precej zanimiva stvar. V redu srečanje. Malo nas je bilo, ampak drugače pa v redu, prijetno, spoštljivo vse, ne? Slišali smo, kako tudi drugi pišejo, ne? To je lepo, ne? Mislim, da tega manjka in da bi sploh na sprotnih koncu bi se mogli več družiti, da se spoznamo malo globlje. Če dalje bolj so potrebna, ker če jih ni družen, pol se to vse oddaljuje in pač izostaneš, ne? Marsikdo ne gre, ker je to redko, ne?